lahko ugotovimo, da gre za neobičajen mandat in to tako glede načina dela, glede rezultatov, glede odnosov v koaliciji, odnosov do socialnih partnerjev, pa tudi glede odnosa do opozicije. Pristop koalicije je dajal malo upanja na to, da bo končen rezultat dober. Stalno je bilo prisotno neko prerivanje v koaliciji, vedno so se veliko ukvarjali sami s sabo, vedno komu kaj ni ustrezalo in izgledalo je, kot da igrajo med sabo večni šah. Delali niso veliko, zato je postalo vedno veliko pravil za jutri. Vsebinski del je namesto na povezovanju slonel na izključevanju pri vseh pomembnih odločitvah. Ne samo, da se je izključevalo opozicijo pri teh temeljnih ukrepih, ki so bili potrebni za zavarovanje rezultatov iz prejšnjega mandata, zato da bi se zaustavil prihod krize v državo, ampak so bili prezrti tudi socialni partnerji. In to je pravzaprav na koncu rezultiralo tudi v tem, da so prav socialni partnerji, tisti, ki bi te reformni zakoni in tudi drugi zakoni najbolj zadeli, organizirali zbiranje podpisov in referendume. Tudi mi smo dali sem pa tja kakšen referendum, kakšno zahtevo za referendum, vendar smo istočasno tudi predlagali, da bi uveljavili tako imenovani referendumski dan, ko bi enkrat letno, izjemoma morda dvakrat, odločali o vseh referendumih, ki bi se zbrali do določenega roka pred razpisom referenduma. Da to, kot vidite, ni bilo sprejeto, na koncu pa se je le nekako samo po sebi zgodilo, da smo imeli tako imenovani super referendumski dan. Ta mandat so zaznamovali tudi številne afere z večjimi finančnimi in tudi političnimi posledicami. V te afere so bile vpletene osebe, posebnosti z vrha oblasti, tudi strank koalicije in pa predvsem z odkrito nekritično podporo tem slabim klientelno-koruptivnim ravnanjem znotraj koalicije. Več znanih primerov je, takih najbolj izstopajočih, kot so recimo Kresal, Golovič, Pogačnik, Horvat, Dimic, pa v nobenem od teh primerov odgovorni ali nadrejeni, v večini primerov predsednik vlade, pravzaprav ni odreagiral, ni tudi ukrepal. In več ali manj so potem v nadaljevanju, ko so se pole tudi kakšne druge zahteve, recimo po razpravah na delovnih telesih ali pa v interpelacijah, te kandidate tudi branili na pravzaprav vse pretege. Znane so afere z nacionalnim preiskovalnim uradom, Bulmastifi, prirejen razpis za Stožice, veliko tega je bilo obravnavanega tudi pri poslovanju MOL na preiskovalni komisiji. Vendar v nobenem od teh primerov vlada ni dala pravega odziva, ni dala pravega sporočila in ni dala pravega vzora. Posledica teh ravnanj so bile tudi 4 interpelacije, dve proti ministrici Kresalovi in potem še po ena proti Lukšiču, ministru Lukšiču in ministru Pogačniku. In kar je pravzaprav največji problem teh obramb na interpelacijah, ko je koalicija zaščitila svoje ministre, je to, da so tudi kasnejša nekatera mnenja Računskega sodišča ali pa protikorupcijske komisije prinesla pravzaprav iste ugotovitve, kot smo jih mi zapisali oziroma napovedali v naših predlogih interpelacij. In to je pravzaprav problem, ko je koalicija kljub temu se je zavedala, da gre v teh primerih za velike probleme, ščitila samo zato, ker je šlo za koalicijskega partnerja, ni šlo za neko objektivno presojo, kaj je prav in kaj je narobe.
ta distinkcija v tem mandatu popolnoma izostala. Da je nekaj narobe, kaže tudi to, kar se dogaja sedaj v vezi Stožic, ko je minister Lukšič nenadoma odredil še neko super revizijo in ugotovil, da so bile napake v razpisu, v dokumentaciji in zahteva 2-milijonsko vračilo že podeljenih sredstev. Mi smo pa tudi na podoben način opozarjali, da te zadeve niso v redu. In najmanj kar je, lahko ugotovimo, da je šlo v tem primeru tudi za malomarno delo, nevestno delo v službi. To je najmanj kar je. Vendar pričakovati to, da bi koalicija to takrat, ko je bila aktualno potrdila, je bilo pravzaprav skoraj nesmiselno. Ustanovljene so bile tudi preiskovalne komisije, bilo jih je 7, 5 od teh smo jih zahtevali v opoziciji. Tu lahko ugotovimo, da je bilo delo tistih preiskovalnih komisij, ki smo jih vodili poslanci Slovenske demokratske stranke, v večini primerov ovirano. Koalicija ima že zaradi zakona in poslovnika v teh preiskovalnih komisijah večino in to večino je uporabljala na številne načine, tudi tako, da je onemogočila z obstrukcijo delo preiskovalne komisije ali pa tako, da je z razreševanjem predsednikov preiskovalnih komisij, ko so jih predlagali za priče v preiskovalni komisiji, onemogočila delo preiskovalne komisije za več kot leto dni. To je bil primer Patria. No, kljub vsemu je ena preiskovalna komisija, so 3 preiskovalne komisije, ki smo jih vodili, končali z delom in tudi sprejele poročila. Eno je bilo obravnavano tudi na plenarni seji Državnega zbora, za drugo, to je tisto, ki se v največji meri zadeva poslovanje MOL-a, pa je vložena zahteva za izredno sejo Državnega zbora. To smo vložili danes in upam, da bodo tudi koalicijske stranke podprle, da se opravi o tem poročilu razprava na Državnem zboru. Sopodpisniki so tudi poslanci Slovenske ljudske stranke in Slovenske nacionalne stranke. Zdaj, ta poročila, ki smo jih pripravili v SDS, preiskovalnih komisij, so javna, dostopna javnosti in za razliko od poročila o brezplačnikih. Najbrž je tisto poročilo zaprto predvsem zato, ker je preiskava zgrešila cilj, namreč ni uspela dokazati nikakršnega toka denarja iz Patrije za financiranje brezplačnikov, zato tudi ni želela odpreti tega poročila za javnost, kljub temu, da je pravočasno pridobila mnenje informacijske pooblaščenke, ker je predsednica preiskovalne komisije Melita Župevc opozorila na določbe zakona o dostopu do informacij javnega značaja in pravzaprav jo opozorila na nalogo, da morajo biti deli poročila, ki nimajo oznak, ki ne vsebujejo zaupnih podatkov ali osebnih podatkov odprti za javnost. Kljub temu se to ni zgodilo. Zdaj, kar zadeva naše delo v tem mandatu, lahko ugotovimo, da smo delovali proaktivno, praktično od vsega začetka. Bili smo pripravljeni sodelovati s koalicijo pri pripravi vseh teh ključnih projektov, zakonov, reform, ki so bile potrebne, da bi Slovenija ohranila razvojno dinamiko, kot je imela pred tem mandatom. Vendar zaradi vztrajanja nekaterih koalicijskih strank do tega sodelovanja ni prišlo. Predvsem Zares in pa Liberalna demokracija sta bila proti takemu sodelovanju. In to je bilo po našem mnenju zelo velika napaka, kajti pokazalo se je, da ta koalicija le ni tako samozadostna, tako dobra, tako močna, ne strokovno, ne drugače, da bi lahko sama izpeljala te projekte.
Delovali smo proaktivno tudi v tem smislu, da smo vedno pred vladnimi ukrepi predlagali svoj paket ukrepov. Predlagali smo jih 3-krat, vedno je bilo kakšen mesec dni časa pred tistim, kar je vlada predlagala. Tudi obravnavali smo na sejah državnega zbora, vendar vlada ni nikoli štela za potrebno, da bi te naše ukrepe implementirala v svoje ukrepe. In tu se je pokazalo, da je vlada hotela biti na vsak način inovativna, na vsak način je hotela biti drugačna in ta drugačnost je Slovenijo kar precej stala v tem mandatu. Vladni ukrepi, ki so sledili, so bili nekompletni, tudi neučinkoviti. Varčevanje, o katerem se je toliko govorilo v tem mandatu, je bilo le verbalno, sem pa tja se je privarčevalo morda kaj pri kakšni kavici. Sicer pa se je proračunska potrošnja v tem mandatu enormno dvignila in z njo tudi proračunski primanjkljaj. In tudi v drugih kabinetih, ne samo vladnih, se ni varčevalo, tudi pri predsedniku republike so se obnašali v mnogih primerih prav razsipniško. Ukrepi vlade so sloneli predvsem na pričakovanju, da nas bodo iz krize potegnile naše največje gospodarske partnerice. Zato praktično ni bilo dobrih finančnih in gospodarskih ukrepov, kar pa je le bilo predlagano, pa ni prijelo. In zato je tudi Slovenija začela v tem mandatu pospešeno zaostajati za vso evropsko konkurenco. Izstopa vzvišenost koalicije, se pravi, ko je na nekritičen način obravnavala predloge Slovenske demokratske stranke. To je bilo razvidno tako v izjavah ministrov, v razpravah poslancev in tudi v mnenjih vlade, kajti pravzaprav nič, kar smo predlagali, ni bilo za to koalicijo dovolj dobro, ni bilo dovolj kompletno. Vlada je večerno vsako mnenje za naš ukrep ali zakon napisala, da bodo pripravili celovito rešitev, vendar teh celovitih rešitev ni bilo potem od nikoli. Tudi zaradi takega ravnanja smo padli iz 91% evropskega povprečja po kupni moči na manj kot 86%. Tudi zaradi tega je izginilo več kot 100.000 delovnih mest in tudi zaradi tega je na Zavodu za zaposlovanje 50-60.000 brezposelnih, več kot jih je bilo ob zaključku prejšnjega mandata. Mi ne samo, da smo predlagali 3 pakete ukrepov, v tem mandatu smo predlagali 84 zakonov iz paketa, iz reformnega nabora in tudi drugih zakonov, sprejeta pa ste bila samo 2 zakona. In še ta 2 ne v besedilu, kot sta bila predlagana, ampak so se te adaptacije delale pa še način, ki so te predloge zakonov tudi precej poslabšali. Še nikoli v nobenem mandatu državnega zbora ni bilo toliko blokad opozicije. Dokler je bil predsednik državnega zbora gospod Gantar, se je zvrstilo izredno veliko zavrnitev naših zahtev za sklic izrednih sej državnega zbora, tudi delovnih teles. S tem se je tudi preprečevalo razprave o pomembnih vsebinskih temah, o pomembnih problemih, ki so bili v tem mandatu. Recimo večkrat smo predlagali razpravo o bančnem sistemu, o privilegiranem kreditiranju, o Banki Slovenije, o Stožicah in še o čem. Vendar je bivši predsednik državnega zbora vedno našel tehtne argumente, da neke seje državnega zbora ni sklical. Ene celo zato, nazadnje, ker ne bi bila v času predreferendumske kampanje. To je bil edini argument. In to je šlo za očitne zlorabe, tako ustavne kot zakonske in poslovniške ureditve. Moram tu reči, da se je v teh 2 mesecih, ker imamo novega predsednika državnega zbora, ta odnos
precej popravil, pravzaprav se je dvignil na raven Gantarjevih predhodnikov in to je pravzaprav ena kvaliteta, ki pa bo pač zaradi razpusta parlamenta trajala zelo malo časa. Zdaj, kar zadeva kadrovske rešitve in kadrovske zadeve, je ta koalicija počistila na hitro vse, kar se je dalo. Nekatere, ki jih je imenovala prejšnja vlada v nadzorne svete, v razne svete zavodov, je ta vlada razrešila samo nekaj dni pred iztekom mandata. Nekaj takoj, ko so nastopili mandat in potem je ta mandat pravzaprav izredno izstopajoč. Kljub temu, da je na začetku mandata počistila vse, kar se je dalo, pa zdaj, ko zaključuje mandat, pravzaprav na zadnji seji Državnega zbora, je predlagala celo vrsto kadrovskih rešitev, tudi takih, ki presegajo mandat naslednje vlade. In tu se vidi pravzaprav ta razlika med besedami in dejanji, med paradigmami, napovedanimi paradigmami in izvedenim ukrepom. Če predsednik odhajajoče vlade dejal, da ne bodo določili naši, vaši, je pravzaprav na začetku mandata so pospravili vse, kar se je dalo. Vmes so ustanovili ta kadrovsko-akreditacijski svet, ki naj bi opravil neka kadrovanja na nepolitičen način, vendar tudi to se ne obneslo, kajti na koncu so člani tega KAS-a ugotovili, da so samo za masko in so odstopili. Skratka, bilo je veliko te virtualne aktivnosti, te napovedi, da se nekaj dela drugače, kot se je v prejšnjih mandatih, v resnici pa so te stvari potekala mnogo bolj grobo in radikalno, kot v katerem koli mandatu pred. Vlada in tudi koalicija sta imeli močno zaslombo tudi v predsedniku države, v predsedniku republike, ki so svojimi izjavami pokril številna slaba ravnanja vlade in tudi nudil zaščito s spornim ravnanjem članom vladne koalicije. Predsednik države je tudi na zelo nedržavniški in nepietetni izrazil svoj odnos do izvensodno pobitih, pa tudi izrazil svoj odnos do slovenske osamosvojitve, kar se je pokazalo s to podelitvijo priznanja gospodu Ertlu. Mi smo vložili tudi ustavno obtožbo v tem mandatu, prvič se je zgodilo, da je bila vložena, vendar predsednik države svojih izjav in tistih gorkih besed, ki jih je usmeril proti SDS, nikoli ni obrazložil, kajti ni pojasnil ne tisto, da smo dejali neresnične, neargumentirane in ne vem kakšne izjave, še niti ni odgovoril na naše vprašanja, ki smo jih kasneje postavili. Se je pa tudi prvič zgodilo, da je predsednik države s svojo izjavo pravzaprav ilustriral tretjino političnega telesa, ko je izjavil, da je s politiko Janeza Janše in politiko SDS potrebno narediti konec. Ne poznam primera, ko bi predsednik demokratične države na tak način posegel v delovanje parlamentarne stranke in jo pravzaprav s to izjavo izločil iz političnega prostora. Če na kratko strnem, potem lahko ugotovimo, da je bila Slovenija v tem mandatu žrtev političnega snobizma, ki je lahko omejen čas uspelo le v pogojih razvitega klientelizma in korupcije, ko so tiste, ki so bili vpleteni v nezakonitosti, prekomerno ščitili, s prstom pa kazali na tiste, ki so na probleme opozarjali in predlagali rešitve. Zaradi tega tudi ni bilo dobrih rezultatov Slovenije v tem mandatu. Jaz upam, da bodo
tisti, ki bodo sestavili bodočo koalicijo in ki bodo sodelovali v bodoči opoziciji, zmogli izboljšati to sodelovanje in svoje sile usmeriti v iskanje ključnih rešitev, ki naj bi Slovenijo popeljale ponovno na pot gospodarske rasti, na pot razvoja, na pot ustvarjanja novih delovnih mest in pa seveda k bistveno večji pravičnosti v družbi. Hvala lepa.